Norveška prestolnica se je danes znemirila, zdrznila ob novici o zapuščenem kovčku, ki ga je na avtobusu proti letališču pustil živčen možakar, domnevno duševno moten, neprišteven, menda tudi star znanec policije. K sreči je bil preplah lažen. Policija ni našla nič sumljivega. Bil sem kasneje na železniški postaji, pa prav tako na avtobusni, potem, ko so jo spet odprli, in tam je zdaj že res veliko ljudi, živahno je in vse teče, kot se danes zjutraj ne bi zgodilo nič. So pa danes policisti zelo vznemirili tudi prebivalce vasice, v kateri je Anders Behring Breivik v zadnjih letih imel svoj teroristični laboratorij. Ne da bi jim povedali, so namreč detonirali ostala eksploziva, ki jih je tam pripravljal in imel shranjene Breivik. Kakorkoli, Norveška ostaja enotna, solidarna, sicer žalostna, a vendarle se počasi pobira. Današnje raziskave so pokazale, da je z reakcijo vlade in premijera Stoltenberga tukaj zadovoljnih in jo podpira kar 95% vprašanih v nekaterih medijskih anketah. Bil sem danes tudi na intervjuju pri politologu Raviku Jupskasu iz Univerze v Oslu in ta je dejal, da v zadnjih dneh politične stranke beležijo silovit porast članstva. Pravi, da je to svojevrsten norveški odgovor na hud zločin v imenu političnih ciljev, ki ga je zakrivil Breivik. In po 4 dneh, odkar sem tukaj, je nad Oslom iza oblakov zdaj le posijalo tudi sonce. Morda to kaže, da se bodo vremena Norvežanom počasi izjasnila in se bodo globoke rane začeli le celiti. To je bilo še zadnjo javljanje iz Osla. Lep pozdrav!